Lepo pozdravljeni v Odmevu tedna, kjer sva tokrat z vami Peter Mrše in Tino Mamić. Za nami pa je teden, ko se odvil prvi krog predsedniških volitev, tako da zdaj imamo finalista, kdo se bo potegoval za mesto predsednika v drugem krogu čez dobra 2 tedna. O volitvah smo podrobnejši komentar pripravili v ponedeljek in je še vedno dostopen na Domovini, tako da ste vabljeni, da si ga pogledate. Podrobneje volitev ne bi komentirala, vendarle pa Tino, pozdravljen. Ja. Drugi krog, kampanja za drugi krog se je vendarle že konkretno začela, skoraj ves prvi teden kampanje, ki bo trajala vsega skupaj 3 tedne, je za nami. Opažaš kakšne večje spremembe recimo v dogajanju, v dinamiki te kampanje v primerjavi z začetkom, oziroma kaj ti je morda padlo v oči? No, mediji, ki so napadali Natašo Pirc Musar, levi mediji, so utihnili in se je ne napadajo več in so praktično še preden so prešteli vse glasove, so obrnili ploščo. Tudi politiki, tudi Robert Golob je praktično že ob 8, 9, ko se še preštevali glasovi, je že v bistvu obrnil stran in rekel, da je zdaj treba podpirati Natašo Pirc Musar. Tako da je zelo hitro se vse skupaj zgodilo in zdaj lahko računamo na to, da se bodo na soočenjih, da bo Nataša Pirc Musar imela manj prijetna vprašanja, oziroma manj neprijetna vprašanja kot Anže Logar, in da bo vse govorice in vsa vprašanja glede davčnih oaz, v katerih imata zakonca Musar denar, da bodo ta vprašanja izostala. No, ta teden je nekako praktično že več dni v ospredju napad, ki se je zgodil na aktivistko in ustanoviteljico, direktorico inštituta 8. marec, Niko Kovač, ki jo je na Bavarskem dvoru torej podrl oziroma se pravi fizično napadel neznanec. Še vedno se ne ve, kdo je to bil. Predlagam, da pogledamo najprej, kako je njena prijateljica, ki je bila ob njej, opisala ta celoten dogodek. Kar naenkrat v bistvu z vso silo v Niko priletel nek starejši moški, tako da je v bistvu Niko tudi odbil vame, je priletela in midve sva bili najprej popolnoma zmedeni, obračali sva se, da pogledava, kdo je ta moški, kaj se sploh zdaj nama dogaja, in v tistem momentu se je on začel res brutalno dreti na naju. Skratka, Tino, vsa država se je pravzaprav že več dni ukvarjala z napadom, ki smo ga obsodili tudi na Domovini, vendarle gre za napad, ki se v demokratični državi nekako ne spodobi. Ne gre, da bi kdorkoli zaradi katerihkoli razlogov recimo grozil, napadov kogarkoli, ne, pa vendarle se zdi, da so nekako nastopila tukaj neka dvojna merila, recimo, če primerjamo denimo z dobrim letom dni nazaj, oziroma približno 2 leti nazaj, ko so bili te protesti proti recimo vladi Janeza Janše, ko so recimo pretepli do nezavesti enega izmed fotoreporterjev, Boruta Živulovića, ki se je na koncu znašel na urgenci nezavesten. Nismo poslušali teh izpadov, oziroma ni se trgalo srce vsem slovenskim politikom in vsem medijem, ni bil na prvih straneh časopisov, na naslovnicah televizijskih oddaj. Kako si razlagati to nekako, ta dvojna merila? Tudi recimo premier Janša je v Tarči, ki je bila včeraj, opozoril na to, da je bila tudi recimo ena druga novinarka pred leti že poškodovana, pa vendarle lahko si pogledamo še ta prispevek. Kaj lahko reče recimo novinarka Demokracije, ki je bila pred 5 leti sredi Ljubljane napadena pri opravljanju svojega dela, od moških poškodovana, pa ni bilo nobenih oddaj, nihče z vaše televizije ali pa s Pop TV je ni niti klical za izjavo, pa je bilo vse posneto in je dokazano, nobenih dvomov ni bilo. Pa vendarle ne gre tukaj za enak odmev v javnosti, ne? Kako si to razlagaš? Gotovo ne, zato ker nevladna organizacija 8. marec je samo po imenu nevladna.
sicer pa gre za dejansko politično organizacijo, ki je ena najbolj vplivnih v tem trenutku v naši državi. Ko je prišlo do tega neljubega dogodka, za katerega se mi zdi, da ga je treba obsoditi brez vsakega ampak. Je, mislim, da prišlo strani SDS-a oziroma predvsem z strani mnogih navijačev, recimo desne sredine, pa tudi strani Janeza Janše do napake, da so začeli takoj relativizirati. Če je nekdo napaden, recimo, če je ena ženska napadena in posiljena, ne smeš ti v prvi reakciji reči, ja, mi je žal, ampak je imela izzivalno mini krilo oblečeno. To ni dostojno. In če to narediš, pride potem takoj do nove reakcije, do novega odmeva, in to se je zgodilo tudi v tem primeru. Ker so praktično Nika Kovač je v isti sapi, kot je povedala, da jo je neznanec napadel, že začela govoriti o tem, da je v ozadju za to kriv Janez Janša in njegova govorica in njegovi tviti. In potem, ko en zunanji opazovalec opazuje vse skupaj in vidi, da je dejansko Janez Janša v prvih svojih reakcijah takoj povedal, da je bil tudi on večkrat deležen še hujših groženj, potem izpade, da ima Nika Kovač prav. Tako da to se mi zdi, da je strani politike bilo narejeno nespretno in tudi nepravilno, če gledamo čisto človeško. Je pa res, da mediji niso problematizirali vsega nasilja nasploh, da so dejansko skočili v zrak, tako kot si ugotovil, zaradi pač nekega incidenta, veliko bolj kot ko je šlo za veliko hujše napade. Mi smo imeli, če se spomnimo, samo Mira Petka, ki so ga hoteli umoriti, so ga tako pretepli, da so ga hoteli umoriti, pa to ni imelo takega odmeva. In ne samo to, storilci niso bili nikoli najdeni, oziroma so bili najdeni, ampak so bili potem tudi izpuščeni. Tako da to pove veliko o naši državi in o sistemu pravosodja, kako to deluje oziroma kako to ne deluje. No, že sam napad pa so pravzaprav tako mediji kot politika takoj pravzaprav obrnili nekako za obračun z stranko SDS, čeprav niti ne vemo, kdo je bil napadalec in kakšno povezavo ali pa sploh nobene recimo ima s to stranko, in pa takoj se je nekako naredila navezava, zdaj se nekako kaže, da bo ta referendumska kampanja pravzaprav v luči tega napada nekako se izvila. Torej, praktično v trenutku se je zgodil ta obrat, ki smo ga spremljali recimo od poletja. Poleti, ko so bile afere s posilstvi v Fotopubu, je bilo takoj strani istih politikov slišati, da ne gre iz tega delati politizacije. Celo recimo, če pogledamo, kako je Asta Vrečko, ministrica za kulturo v Tarči takrat opozorila na ta problem, Mislim, da je treba presekati s takšnim diskurzom na področju kulture in umetnosti in stvari ločevati. Kadar gre za kazniva dejanja, kadar gre za spolno nadlegovanje, ki je vsega obsojanja vredno in je treba do njega imeti ničelno toleranco, se moramo pogovarjati o tem. Ko pa se pogovarjamo o sektorju kulture, o strokah, ki ima svoje področje in pravila, pa se moramo pogovarjati o tem. Ni dopustno, da se tukaj zlorablja, kot je rekla tudi gospa Megla, takšne dejanja žrtve za politizacijo. Se pravi, jasno je bilo nekako opozorjeno, naj se ne dela politika iz tega, zdaj, ko je situacija obrnjena, pa pravzaprav isti ljudje, recimo v tweetu kulturne ministrice smo že tako v drugem tweetu opazili ta obtoževanje recimo stranke SDS znova, pri čemer sploh
kot rečeno, ne vemo točno, zakaj sploh gre pri motivu recimo tega napadalca. Ne. Skratka, takoj smo nekako začutili poskus, da bi ta napad politizirali v predsedniški kampanji proti Anžetu Logarju in pa v kampanji za referendume, predvsem tega o Radioteleviziji Slovenija. Ja, gotovo, ker to, kar je Nika Kovač povedala o napadalcu, lahko rečemo sicer, da je to bil volilec Janeza Janše, ampak ravno tako lahko rečemo, da je bil volilec Tonina oziroma volilec Nove Slovenije. V tem, kar je ona povedala, ni nobenih znakov, da bi vedeli, za katero stranko gre, če je on v resnici pristaš. Ne? To je domneva. To je prva stvar. Drugo pa, res je, pri aferi Fotopub se je takoj začelo, drugi dan se je začelo že opozarjati, naj se iz tega ne dela politične zgodbe, čeprav vemo, da so v tej aferi sodelovali politiki. Ne? Ampak zato, ker je bilo toliko žrtev nedolžnih, smo se potem tudi novinarji malce umaknili in nismo hoteli se tako pisati in tako razglabljati o tem in se poglabljati, zato ker gre za krute zgodbe, ki jih nočeš izkoristiti, oziroma da ne izpade, kot da jih izkoriščaš in da se ne piše preveč o teh stvareh. Ne? Pač nismo senzacionalistični. Ampak po drugi strani pa vemo, da so prav tja v ta Fotopub hodili visoki politiki, imamo neke dokaze, da je bil Luka Mesec tam in njegovi sotovariši. Tako da po drugi strani pri temu incidentu z Niko Kovač pa nimamo nobenega politika zraven. Sploh ne vemo, za katero politiko gre. Ko bomo dobili napadalca, če bo napadalec začel kričati živel Janez Janša, potem bomo lahko rekli, da je on privrženec Janeza Janše. Ampak sicer pa ne vemo, lahko je bil tudi nek neofašist ali pa nek mačist ali pa nek anticepivc. Ne vemo. Ne? To je Nika Kovač in njene ideje gotovo gredo v nos marsikomu, tudi na levi, ne samo na desni. Ne? Zato, ker gre za neko organizacijo, ki spodbuja feminizem, spodbuja LGBTizme in to marsikomu ne všeč, privilegiranje teh slojev. Tako da z tega stališča res ne moramo reči, kar tako na prvo žogo, da je zadeva bila politična in zato smo tu novinarji oziroma novinarske hiše, ki so to na tak način objavile, padle na izpitu popolnoma. Zdaj, v tem tednu smo bili priča tudi poskusu, recimo v Tarči, da bi soočili Roberta Goloba in Janeza Janšo. Janez Janša je prišel, Robert Golob se je temu soočenju izognil, ni našel časa za Tarčo, je pa po drugi strani našel čas za intervju na oddaji 24 ur zvečer na Pop TV-ju, kjer smo lahko recimo slišali tudi njegovo oceno, ne, da je RTV danes že pravzaprav nek generator sovraštva. Ne, če si mogoče še to izjavo pogledava najprej. Kar se pa tiče zgodbe o RTV-ju, trenutno RTV je že na fazi, ko v resnici spodbuja ravno to, čemur ne bi smeli biti nikoli priča. Še huje je na družabnih omrežjih. Sovražnemu govoru bomo napovedali vojno. Skratka, Robert Golob nekako je ta faca, ki bo druga, poleg Nike Kovač, očitno faca te referendumske kampanje. Že v Ljubljani so se že pojavili plakati z Robertom Golobom, ki pozivajo državljane naj glasujejo za, pa vendarle, kako gre razumeti izjavo premierja, da RTV širi sovraštvo, če pa povzamemo zraven, če damo to še v nek širši kontekst, recimo tega tedna, ko je v nedeljo denimo izjavil, da ne bo dopustil, da bi Anže Logar oziroma da bi kandidat SDS-a prišel v predsedniško palačo in podobne. Gre tukaj za neke očitno avtoritarne izjave, ali kako si ti to razlagaš? Ja, gotovo, da gre za elemente avtoritarizma oziroma elemente totalitarizma, ker hoče, zdaj ima pač najvišjo politično funkcijo, največ politične oblasti, obenem pa skuša dobiti še nadzor nad mediji. Ne, zato je naredil tak zakon, da bi v programski svet, ki vodi RTV, imenovali
člane samo tiste nevladne organizacije, redke in skrbno izbrane, ki so njemu po volji, torej ki bodo izbirale programske svetnike, ki bodo delali točno to, kar Robert Golob hoče. Tako da se hoče pač še televizijo podrediti, in ker ima zdaj v tem trenutku par ljudi na televiziji, ki dejansko nimajo kakšne velike moči, realno gledano, jih hoče uničiti, hoče odstraniti, in ker ne more drugače kot z zakonom, spremembo zakona, je tudi to naredil. Zdaj, pri samem zakonu o RTV-ju pa vemo, da kakšne velike razlike ne bo, razen da bo programski svet malo drugačen. Ampak programski svet, tudi če je popolnoma desen, je to papirnati tiger, ki zelo težko karkoli doseže, zato ker imajo oblast, dejansko oblast na RTV-ju imajo novinarji. Če pogledamo, če pristanemo na tezo, da je v sedanjem programskem svetu, da ima večino desnica, in če pristanemo na tezo, da so vsi vodilni kadri desničarski, torej in direktor televizije, in direktor RTV-ja, in direktor radija, in če potem pogledamo poročanje, vidimo, da poročanje niti približno ni v skladu z desno-sredinsko politično opcijo. Ravno obratno. Če gremo štet komentatorje, koliko levičarskih komentatorjev pride v informativne oddaje in koliko desničarskih. Tu je diskrepanca, tu se dela v nasprotju ne samo z novinarskim kodeksom, ampak v nasprotju s programskimi standardi RTV Slovenija, ki so zelo strogi in zelo jasni in točno govorijo, da je treba v vsaki temi dobiti različna mnenja. Torej, če se pogovarjamo o RTV-ju, je treba dobiti nekoga, ki govori za RTV in nekdo proti. Torej, da imamo dve različni mnenji in da je poročanje uravnoteženo. In to uravnoteževanje oziroma iskanje drugega mnenja, različnega mnenja, je šlo novinarjem in urednikom na TV Slovenija in Radio Slovenija izjemno na živce. Stalno so govorili, kako to ni dobro, kako je treba klicati strokovnjake, torej samo strokovnjake. In potem pride tako, da je v povprečnem omizju, ki ga sestavijo na radiju ali na televiziji Slovenija, tako da pokličejo recimo enega strokovnjaka z FDV-ja, potem enega strokovnjaka z neke druge fakultete ali iz gospodarstva in potem pokličejo recimo še dva politika, enega levega in enega desnega. Ampak v resnici pride tako, da so in strokovnjak in profesor sta enakega mnenja praktično kot levičar oziroma levičarski politik in potem ostane razmerje 3:1. To ni uravnoteženo, to ni pošteno, to ni demokracija. In sedaj... Pa vendar se zdi... Poj. V zadnjih par letih se je to spremenilo, da desnih sploh niso več klicali. In je prišlo do takega absurda, da so desni politiki, ki jih ni veliko v medijih, nasploh jih ni, so začeli zavračati vabila. Zato, ker sodelovati v takem pogromu je nesmiselno, ker te raztržejo. In zato zadnjih par let sploh nismo imeli tega, da bi imeli levo, desno, niti manjšine niso imeli desni politiki ali pa desni strokovnjaki. In zdaj, ko se je to začelo malce spreminjati, oziroma so začeli, novo vodstvo je začelo zahtevati, da se uveljavlja programske standarde in zakon, je prišlo sedaj do upora in do demonstracij in izrednega stanja.
No, pa vendar se pravzaprav zdi po svoje celo tako, da so zdaj nekoliko bolj uravnotežene oddaje še vedno nagnjene v levo, pa vendarle preveč uravnotežene ali pa preveč, da celo ta oblast se boji celo takih oddaj, ki so recimo trenutno na sporedu, ne, ki nikakor sicer niso nagnjene v desno ali kakorkoli, pa vendarle morda lahko izrazijo nekakšno kritiko vlade. Med referendumi, ki jih velja omeniti, je tudi to, da smo zdaj dobili datum 7. november za začetek zbiranja podpisov za družinski referendum. Kaj nekako pričakovati? Bo državni zbor znova poskusil omejiti, kot se je to že zgodilo recimo leta 2015? Bodo recimo uspeli privrženci, zagovorniki družine vendarle prehiteti državni zbor in zbrati 7. novembra, 8. novembra zadostno število podpisov? Kako gledaš na to dogajanje? Mogoče bi se vrnil samo še nazaj na RTV, še eno stvar bi povedal, in sicer Robert Golob, ki ni hotel priti na Tarčo in se ni hotel soočiti z Janezom Janšo, ker se očitno mu nekaj ni bilo v redu, in predvidevam, da ga je bilo strah, zato ker pač retorično bomo težko dobili človeka, ki bo rekel, da je Golob retorično bolj spreten od Janše. Tako da si predstavljamo lahko, da se iz strahu ni udeležil tega. Zanimivo je pa, da se tudi ni, če se pošalim, udeležil zadnjih 2 oddaj, v katerih je bil vedno gost, in to je satirična oddaja Kaj dogaja. In čeprav gre za eminentnega politika, za premierja, za najmočnejšega in hkrati tudi zelo priročnega politika za zbijanje šal in politične satire, ne samo zaradi njegove moči, tudi zaradi frizure, zaradi nenavadnih izjav, bizarnih včasih, in da ta klik nenadoma neha nastopati v oddaji, ne, in to 2-krat zapored, to kaže, da se na televiziji Slovenija nekaj dogaja, in predstavljajte si, da v taki oddaji, v kateri nehajo kritizirati Goloba, da potem rečejo, da ima na to oddajo, na to televizijo vpliv Janez Janša. No, pa vendarle, če se naveževa na referendum, kaj pričakovati zdaj v zvezi z referendumom o družini? Ja, za družinski referendum jaz mislim, da na koncu, da bo tako, da ga Ustavno sodišče ne bo dovolilo. To govori logika stvari. Posebej ta izbor zadnje sodnice, ki je dejansko po izobrazbi je pravnica, ampak izkušnje ima iz aktivizma, iz političnega aktivizma in civilno-družbenega aktivizma, ampak njena stališča so skrajno levičarska, zato si težko predstavljam, da bi tako Ustavno sodišče ne prepovedalo referenduma. Tako da jaz mislim, da ves ta trud, da bo za manj, ker bo pač se tako odločilo Ustavno sodišče. No, pa vendarle podpise se bo začelo zbirati, morda to, da bi recimo ljudje vendarle v prvih dneh zbrali veliko število podpisov, bi pomenilo en močen signal tako vladajoči politiki, kot po svoje tudi recimo Ustavnemu sodišču, ki, kot rečeno, je ta teden dobilo pravzaprav, oziroma je bila potrjena najbolj radikalno leva sodnica, kar smo jih imeli v zgodovini, in pravzaprav niti ni bila zares pravnica, večino svoje kariere bila bolj aktivistka, ne? No, gotovo, da tudi če izgubiš v pravnem smislu svojo bitko, je prav, da jo biješ še naprej na druge načine. Zato zbiranje podpisov gotovo ne bo vrženo proč, ker se bo ljudi spodbudilo, da začnejo razmišljati in da se sprašujejo konkretno, ali je prav, da bodo moji otroci, če se meni kaj zgodi, če jaz umrem, da jih lahko Center za socialno delo samovoljno da v posvojitev 2 homoseksualcema. Jaz mislim, da to bi morali, da tega velika večina ljudi noče, in iz tega stališča dobro, da se to javno izrazi, in čeprav bo mogoče Ustavno sodišče na koncu to povozilo, vendarle gre za nek signal. In imamo pa državljani v naslednjih tednih precej možnosti za izražanje svojega mnenja tudi na glasovanjih, na volitvah.
zato ker nas čaka drugi krog predsedniških volitev. In recimo, če bi tu tako enotno in tako močno podprli kandidata, ki ni levičar, torej ki ne podpira istospolnih posvojitev, kar podpira recimo Nataša Pirc Musar, bi to bil tudi en tak jasen znak in jasen signal, ampak to bi bila tudi konkretna dobrobit vsega skupaj. Tako da volivci imamo precej vzvodov oblasti in precej moči v tem trenutku in to bi kanilo izkoristiti. Ja, vsekakor, ne, pa vendar tudi sami podpisi, recimo predvsem ta neka hitrost, ki so jo že pokazali leta 2015, bi dala tudi en poseben zagon, recimo tej celotni zgodbi. Tri stvari bi še na hitro si stavo pogledal, in sicer ukinjanje Muzeja slovenske osamosvojitve. Nekako ta teden je dokončno padla odločitev, da se Muzej slovenske osamosvojitve kot samostojna enota priključi in združi z Muzejem novejše zgodovine v nek povsem nov zavod. V ozadju se špekulira, da gre za tudi menjavo direktorja Jožeta Dežmana, ki nekako ministrici za kulturo iz stranke Levica ni najbolj pogodo. Vendarle smo edina država, ki smo šele pred kratkim pravzaprav sploh ustanovili Muzej slovenske osamosvojitve oziroma muzej, ki dejansko obeležuje sam dogodek vzpostavitve države na kakršenkoli način že in že ga ukinjamo. Kako kot zgodovinar recimo gledaš na to? Eno je strokovno. Strokovno je gotovo, lahko rečemo, nenavadno, mogoče celo smešno, komično, da država, ki nima muzeja osamosvojitve, ki predstavlja osrednjo točko zgodovine ene nacije, da potem, ko se ta muzej ustanovi, da ga potem nova vlada, zato ker ga je pač ustanovila neka druga vlada, ukine. Celo, da smo imeli preveč že da so ta tema že preveč v javnosti pravzaprav obravnavana, ne? V različnih muzejih smo lahko tudi zasledili, ne? Gotovo, ampak to je tako, kot da bi rekli, ne bomo imeli slovenščine, ker slovenščino se itak učimo tudi pri matematiki. Učiteljica govori v slovenščini, torej se učimo slovensko pri matematiki. To je isti princip in moramo vedeti, da ker je to, se bojo vsi Slovenci strinjali, da je najpomembnejša točka v slovenski zgodovini je osamosvojitev. Demokratizacija in osamosvojitev, torej leto 90 in 91 je ključno, najpomembnejše v slovenski zgodovini. Torej, če ta najpomembnejša stvar ne bo obeležena svojim muzejem, kaj bomo potem obeleževali? Tako da eno je stroka. Drugo je pa, ko gledamo, kako deluje Asta Vrečko in njeno ministrstvo novo, oziroma njena nova ekipa, oni recimo za vse različne strokovne svete, ki jih ministrstvo ima, za razne arhivske oziroma razne komisije. Člani komisije, ki so bili imenovani v prejšnji vladi, so se jih hoteli odkrižati. Kako so to naredili? Tako, da so spremenili pravilnik, spremenili odlok, spremenili pravila in zato, ker so se pravila v neki mali, nepomembni točki spremenila, so v trenutku se prenehali vsi mandati vseh komisij. In potem so rekli, za razliko od par let nazaj, ko so to isto naredili, ampak niso članov komisij niti obvestili, da jim je predčasno iztekel mandat, so tokrat vsaj obvestili o tem, da se je mandat iztekel, ampak na ta način so v bistvu naredili čistko in v eni uri praktično počistili vse komisije, vse strokovne komisije znotraj Ministrstva za kulturo. In na enak način delujejo tudi pri Muzeju osamosvojitve. Oni bodo ukinili Muzej osamosvojitve in hkrati ukinili Muzej novejše zgodovine, jih združili pod neko novo streho uradno, kar pomeni, da preneha mandat vsem in svetom zavoda in direktorjem in se na ta način odkrižajo direktorjev, ki jim niso povšeči. In zdaj, če primerjamo recimo, kako je delovala prejšnja vlada, recimo konkretno določenih ljudi, ki jim je iztekel mandat,
jim niso potrdili novega mandata. Konkretno je bilo to z Robertom Golobom. Praktično nikogar skoraj niso predčasno razrešili. Pa vendar so mediji govorili o kadrovskem cunamiju. Sedaj pa se dela čistka od prvega momenta in to tudi javno povedo, da je treba vse zamenjati, vse uničiti, kar je bilo prej, pa so mediji popolnoma tiho. Pogledal še v Italijo, Giorgia Meloni je prisegla kot premijerka Italije, nekako si je zelo uspešno pokorila tudi svoja koalicijska partnerja Matteo Salvini, si je želel biti notranji minister, pa mu zaradi težav iz preteklosti ni namenila notranjega, pač pa infrastrukturno ministrstvo. Silvio Berlusconi sploh ni v vladi zaradi svojih proruskih stališč, prav tako ni dobil vodje senata, ki si ga je želel. Kaj pričakovati zdaj? Tudi recimo slovenska manjšina zaenkrat še ne zaznava nekih, vsaj na tej nacionalni ravni, vladi v Rimu, nekih fašističnih teženj, pred katerimi so svarili nekateri. Zdaj vprašanje je, kaj se bo zgodilo v Furlaniji, Julijski krajini, pa vendarle, kako vidiš situacijo v Italiji zdaj po tej prisegi nove vlade? Melonijeva najprej presenetila z veliko zmago, s prepričljivo zmago. Zdaj pa presenetila in v predvolilni kampanji pa presenetila svojimi govori, izrazito konstruktivnimi in pozitivnimi. In lahko rečemo tudi spravljivimi. Sedaj pa presenetila tudi z odločnostjo, ko je dala nazaj dva uveljavljena moška politika, ki jih poznamo že leta, desetletja. In da je to naredila v Italiji, kjer je recimo ta moška komponenta izjemno močna, je to še toliko večjega pomena. Ker je prvič, če bi to naredila levičarka, bi mogoče še bilo razumljivo, da je pa to desničarka naredila, skrajna desničarka in dala dva moška kot recimo dva alfa samca, alfa samec Silvio Berlusconi, da je njega dala nazaj in sicer tako nazaj, da niti v vlado ni povabila oziroma ga ni niti v vladi. To je ranilo gotovo ponos teh mačističnih italijanskih moških iz desnice in desne sredine. Tako da to je gotovo dober znak. Zdaj, kaj bo pa ona naredila iz svoje stranke in konkretno politično, kako se bo to dogajalo, pa ne vemo še. Vsekakor se bo v Furlaniji, Julijski krajini, to, kar se dogaja v Rimu, ne bo imelo takega velikega učinka. Tu bodo bolj ti razni manjši voditelji, poslanci in župani in politiki na določenih lokalnih mestih bodo začeli izvajati novo politiko, ko bodo pač prišli na oblast. In to je slabo za manjšino. Za manjšino se čez noč ni nič spremenilo, se bo pa v enem letu ali dveh verjetno zelo, zelo spremenilo oziroma deloma gotovo poslabšalo. Moramo pa vedeti tudi, če recimo Jurij Palk, urednik Novega glasa, je povedal, da tu vendar nimajo takih velikih skrbi, ker so Italijani v izjavah, tudi desničari, zelo ekspresivni in radi povejo več, kot je recimo treba, ali pa se izrazijo tako, da volivci to radi slišijo, v resnici pa ne gre za take tigre. Morda še zadnja zadeva, kongres Kitajske komunistične partije, nekako največji dogodek same partije, zgodi se vsakih 5 let. Xi Jinping si je pridobil 3. mandat, čeprav je do nedavnega še veljalo, da je nekako omejitev na 2 mandata, ki jo je sam potem pred leti odpravil. Hkrati se Kitajska nahaja v precej neugodni gospodarski situaciji. Zadnjih številk celo niso upali objaviti, ker so verjetno tako negativne, hude težave s sušo, pomanjkanjem vode, gospodarstvom, nepremičninski balon, ki se jim utegne razpočiti. Tudi protesti so v zadnjem času, napake glede zero covid strategije, ki jo izvajajo. Kaj čaka Kitajsko, neka nestabilnost ali recimo ta podpora vendarle Xi Jinpinga, ki jo je dobil na partijskem kongresu, kaže neko trdnost komunistične partije? Kako si razlagati signale iz Kitajske?
Gotovo, da je Ši naredil da je malce poenotil in malo počistil v svoji stranki, tako da si je okrepil oblast. To je definitivno, kar pomeni, da bo malce lažje vladal, čeprav v diktaturi itak vladaš tako, kot hočeš. Je pa res, mnogi ti problemi, ki si jih naštel, naj omenim še demografski problem, ne, ker rojstev je premalo in bo začelo število Kitajcev padati. Tako da je to še en velik problem. Obenem imamo pa krizo v Ukrajini, v katero se oni vmešavajo na en poseben način in predvsem zato, ker imajo v ozadju interes do Tajvana. Tako da z tega stališča se oni ne opredeljujejo in čakajo na svojo priložnost, ker bi radi pač Tajvan zasedli. In bojim se, da bo ravno Tajvan postal posredna žrtev tudi ukrajinske krize. Ker Ukrajina oziroma Rusija ima z Kitajsko zelo zanimive odnose in če bi Rusija izgubila proti Ukrajini in če bi začela razpadati, kar je dejansko precej možno in ker smo to enkrat tudi videli leta 1991, bi tu Kitajska nastopila kot nov player, novi igralec oziroma močnejši igralec, ki ima ogromno svojih zemljišč že pokupljenih v Sibiriji, kamor bi se oni radi tudi razširili in tu je Tajvan še zraven, ki bi ga ravno tako radi dobili. Tako da tu je dejansko velika potencialna nevarnost novih sporov, ker če Kitajska napade Tajvan in se Amerika ustraši, bo to slabo. Tako, pri koncu smo. Hvala, Tino, za današnje gostovanje, če tudi nadaljavo. Mi pa si poglejmo, kaj je še odmevalo v tednu, ki je za nami. Vodenje vlade Združenega kraljestva prevzema Rishi Sunak. Sunak vodenje vlade prevzema od Liz Truss, ki je na tem položaju zdržala zgolj 50 dni. Je pred težkim izzivom povrnitve zaupanja v britansko gospodarstvo in vladajočo konzervativno stranko. Elon Musk je postal lastnik Twitterja, za katerega je odštel 44 milijard ameriških dolarjev. Takoj po prevzemu je že zamenjal vrsto vodstvenih kadrov v podjetju, napoveduje tudi odpravo cenzure in umikanja spornih objav. Na odsekih cest, kjer zakonodaja to dopušča, je Dars ugasnil cestno razsvetljavo. Na odsekih, kjer je razsvetljava predpisana, kot so predori in avtocestni razcepi, pa so razsvetljavo zmanjšali na zakonsko določene minimume. Na ta način načrtujejo v luči energetske krize privarčevati toliko energije, kot je porabi približno 600 povprečnih slovenskih gospodinjstev. V sankcijah Irana, ki so odgovor na sankcije Evropske unije, ki jih je Evropska unija uvedla v povezavi s smrtjo protestnice Mahse Amini, se je znašel tudi slovenski europoslanec Milan Zver. Zver je sicer sovoditelj neformalne skupine Evropskega parlamenta, imenovane Prijatelji svobodnega Irana. Tako, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Pregledali smo, kaj je odmevalo ta teden, z vami pa bomo pregledali tudi prihodnji teden, kaj bo odmevalo v prihodnjem. Do takrat pa spremljajte portal Domovina, kjer bomo te dogodke analizirali in o njih poročali že sproti, ter berite tednik Domovina. Do takrat pa nasvidenje.